Dober večer. Kdo je bil bolj prepričljiv na soočenju glavnih izzivalcev za prevzem oblasti po 22. marcu, Robert Golob ali Janez Janša v soočenju, ki so ga zaznamovali prisluhi, ki govorijo o korupciji in trgovanju z vplivom na levi sredini, in današnja tiskovna konferenca Inštituta 8. marec, na kateri so nevladniki izpostavili, da za njimi po njihovem mnenju stoji izraelska organizacija Black Cube, z njimi pa naj bi se po navedbah na tiskovni konferenci sestal Janez Janša, ki je v soočenju, ki se je začelo s to temo, to zanikal. Preden začnemo z analizo soočenja, si poglejmo njegovo otvoritev, kjer je Robert Golob začel silovito. Gospod Janša, meni je strašno žal, ampak na podlagi dogodkov, ki smo jih danes priča, jaz moram povedati, da vi niste dober človek, da vi nimate radi Slovenije, da je edina stvar, ki vas zanima v življenju, je kako se boste dokopali do oblasti, ker je za vas Slovenija plen. Pri tem ste se pripravljeni povezovati z mednarodnim organiziranim kriminalom, z ljudmi iz paraobveščevalnih služb iz tujine, kjer so te isti ljudje načrtovali, na katere bili celo vpleteni v izvajanje genocida v Gazi, in vse to samo z namenom, da pridete do oblasti. In žal je to največji škandal, kar smo bili priča v Sloveniji kadarkoli od osamosvojitve. In meni cel dan brnijo telefoni in veste, katera beseda, ne moja, katera beseda se pojavlja v teh sporočilih. Ena sama. Veleizdaja. No, jaz vidim, da se mandat končuje tako, kot se je začel. Z nekimi izključevanjem, z nekim obtoževanjem, z nekimi težkimi besedami. Na začetku je bilo rečeno, da gre za fašizem, zdaj pa za veleizdajo. Zdaj, če gre kje za veleizdajo, potem mislim, da to veleizdajo lahko najdemo v današnjem poročanju o tem, kako se je kradlo iz državnega podjetja GEN-I. V Ameriki bi za nekaj takšnega ljudje sedeli 300 let, a ne? Pa tudi, kar se tiče tega, kar ste omenjali, jaz lahko nekaj rečem tudi o tem, kolikor vem, kako so bile stvari odkrite, ampak vendarle se najprej pogovarjamo o tistemu, ki je banko ropal, koliko je ropal, kdo je bil oškodovan, potem pa šele o tistemu, ki je ta rop odkril. Z nami sta politična analitika Peter Gregorčič in Antiša Korljan. Gospod Gregorčič, kako ste vi zdaj videli to otvoritev Roberta Goloba in odgovor Janeza Janše na njo? Dober večer. Poglejte, kot eno najbolj zanimivih soočenj v tej volilni kampanji, Robert Golob je udaril na polno, po mojem iz dveh razlogov. Prvi zato, ker si je želel Janeza Janšo v tem pogovoru poraziti, in drugo zato, ker je prišel do spoznanja, da Janeza Janšo nujno potrebuje, da pride ponovno na oblast, da motivira svoje volivke in volivce, in seveda vse mu je šlo zelo dobro tudi v kontekst današnjega dne, ko je bila ta tiskovna konferenca, kjer so se pojavile insinuacije, da za nedavnimi prisluhi stojijo tuje obveščevalne službe. To zagotovo volilnemu telesu ni všeč in zelo nepredvidljivo je, kako se bo volilno telo na to odzvalo. In to je Robert Golob odlično izrabil. Vendar Janez Janša ni bil slab. V tem odgovoru je bil zelo dober, seveda v svojem stilu. Kasneje je imel več težav. Namreč izkazalo se je, da so Janeza Janšo svetovalci Roberta Goloba zelo dobro naštudirali, da gre za človeka, ki ima nekako tri težave. Ko mora govoriti o Izraelu, ko mora govoriti o Trumpu, tega se je uspešno izognil, in ko mora govoriti o institucijah pravne države. In tukaj ima Janez Janša svojo šibkost, ki ga bo lahko stala teh volitev. Zato sedaj tudi sam počasi začenjam verjeti javnomnenjskim anketam, da je povsem mogoče, da Robert Golob Janeza Janšo pač porazi. Žal se je izkazalo, da je Janez Janša nekako tista osrednji lik opozicije, ki omogoča vsakemu, bodisi novemu obrazu, bodisi staremu obrazu, čeprav obremenjenemu z očitki korupcije, da zmaga volitve. In dokler se to ne bo spremenilo, dokler Janez Janša ne bo zmogel ven iz teh svojih okvirov, ki sem jih pravkar naštel, po mojem mnenju v naši politiki ne moremo pričakovati nekih resnih sprememb. Gospod Korljan, kako pa ste vi videli to otvoritev in prvi odziv Janeza Janše, in ali se strinjate z gospodom Gregorčičem? Kako ste vi videli to otvoritev? Dober večer še z moje strani iz Kopra. Jaz seveda bi se strinjal, ta otvoritev je bila v resnici, kot ste rekli, silovita.
ta otvoritev je bila agresivna, če potegnemo paralelo z recimo košarko, od prve sekunde je tukaj bil presing po celem igrišču. In še nekaj drugega je, se mi zdi pomembno povedati, in to je, da je bil Janez Janša od prve sekunde naprej porinjen v defenzivo. To je pozicija, ki je on ni vajen, on se je tukaj sicer znašel, dobro je pariral Robertu Golobu, bi se pa pridružil temu, kar je rekel kolega Peter, da je bil Robert Golob, da je dominiral tukaj in je držal tempo oziroma narekoval tempo celotnemu soočenju. Bi pa morda se ne strinjal s tem, kar je rekel Peter, namreč to, da je bil, torej tako, rekel bom tako, v Sloveniji vemo, da ljudje radi stopijo v obrambo tistega, ki je v določeni situaciji, recimo temu v narekovajih, žrtev. Zgodovina politična zadnjih 30 let pozna takšne primere, zato se lahko sprašujemo, ali je ta pristop Roberta Goloba bil morda za odtenek preagresiven, ker je Janšo postavil v pozicijo, da se je skozi celo soočenje branil. Če smem tukaj dodati, se strinjam in tudi sam sem imel ta pomislek, kot sem rekel, zelo težko je predvideti, kako se bo odzvalo volilno telo, pa vendarle me to soočenje malce spomnilo na drugi krog zadnjih predsedniških volitev. Če se spomnite, takrat smo imeli Natašo Pirc Musar, trenutno predsednico, in Anžeta Logarja. In trenutna predsednica je bila bistveno bolj v napadalni poziciji, Anže Logar je bil prijazen, podobno kot se trudi tudi Janez Janša danes igrati prijazno igro, in Anže Logar je takrat volitve izgubil. Kaj je temu obrtovalo, ne vem, pa vendarle prisluhnil sem pred slabim letom enemu intervjuju Janeza Janše v Uri resnice, ko je dejal nekako takole, po spominu govorim, Anže Logar bi moral takrat napadati, pa je šel v defenzivo, podobno kot je storil danes Janša. To mi dokazuje, je dejal Janez Janša v tistem intervjuju, da se je odločil, da tistih volitev ne zmaga oziroma da se je pustil levici kupiti. Skratka, danes se mu vrača tisto kot bumerang, kar je takrat očital svojemu bivšemu političnemu sopotniku in seveda potem sedaj nasprotniku v tej politični igri. Gospod Korljan, se strinjate s tem in v katerem delu soočenja pa je po vašem mnenju, če Janez Janša v resnici prešel iz tega defenzivnega položaja morda v ofenzivo? Ne vem, če bi rekel v ofenzivo, bi pa generalno odgovoril na vaše vprašanje vsakič, ko mu je Robert Golob pustil dokončati stavek. Namreč, kdor je gledal pozorno, in verjamem, mi trije smo, pa še marsikdo drugi, je opazil, da Robert Golob zelo pogosto Janezu Janši niti ni pustil dokončati stavka, kar je vsaj zame bilo kar precej moteče. Tako da odgovor bi ležal nekje tukaj. Sicer pa jaz sem večkrat tudi na uro gledal med soočenjem. Jaz mislim, da je minilo dobrih 25 minut, do trenutka, ko so se prvič začeli ukvarjati s čim drugim, kot je današnja tiskovna konferenca, oziroma pravzaprav samo obtoževanje, kdo zdaj je veleizdajalec, kdo je vohun, kdo ni vohun in tako naprej. Zgodba lahko, ki se je razkrila danes, bo imela močne posledice, ampak v tem trenutku je znanega še veliko, veliko premalo, da bi lahko na tem v resnici temeljili svojo politiko. Smem samo dopolniti, kar je gospod Antiša rekel. Se povsem strinjam in dodal bi samo tole, ko je zadeva prešla v vsebinsko debato in je začel Janez Janša dobivati to debato, je Robert Golob poskušal zopet udariti za Izraelom. Skratka, Robert Golob se je danes očitno pripravil na to, da bo današnjo najbolj vročo temo, verjetno tudi morda celo najbolj vročo temo tega leta politično, uporabil na polno v tem soočenju, da bo Janeza Janša potisnil v defenzivo. No, poglejmo še en duel soočenja na temo, kdo se je zataknil v kakšnem času. Kaj ste pa vi ustvaril? Gospodarstvo. Spoštovani gospod Golob, jaz sem bil zraven, ko se je ustvarila ta država, kjer ste bili pa vi takrat. In to je to. In se vrnemo v zgodovino. Kje ste bili junija leta 1991, ko je 30 000 Slovencev vašega letnika nosilo uniforme in se borilo za Slovenijo? To je to.
nekdo živi v letu 91. Ko se mi pogovarjamo o prihodnosti, ker vaše vprašanje je bilo, ali načrtujemo privatizacijo GEN-I v prihodnosti, se kam vrne gospod Janša? V leto 91. Ker se je tam zataknil. Ampak nočemo, da se zatakne Slovenija. Še replika in potem gremo naprej. Zdaj, kar se tiče optimizma glede slovenske prihodnosti, spoštovani gospod Golob, je bil ta optimizem leta 1991 večji in enotnost Slovencev večja, kot pa zdaj po 4 letih vaše vlade. Bistveno večja. Korlen, kako ste videl ta del soočenja? Ta del priča o tem, da sta oba, ki sta bila danes, slovenska prvokategorna politika, da imata tudi nekaj, jaz ne najdem slovenske ustreznice, v angleščini se reče street smart, ne? Se pravi, sta hitra v tej ulični izmenjavi argumentov, tudi žalitev, ne? To soočenje ni bilo brez žalitev, kar je še ena stvar, ki recimo, da je mene z obeh strani zmotila. Skratka, tukaj smo bili priča temu, da sta oba, da imata zelo močen ta politični instinkt oziroma retorično sta spretna, ne? Ampak, in to se mi zdi pa res pomembno poudariti, ne? Na račun česa je pa to šlo. Popravite me, če se motim, o stanovanjih je bilo nekaj govora, o zdravstvu samo mimogrede, sicer pa o davkih, okolju, varnosti, tako notranji kot tudi na mednarodnem prizorišču, o položaju Slovenije v svetu, razen ko smo se obtoževali glede Izraela in Palestine, ni bilo govora nobenega. Kdo morda poreče, pa se o tem so že govorili, pa morda bodo še kaj, ne? Ampak recimo za nekoga, ki je to visokoprofilno soočenje, tudi edino, če se ne motim, na slovenskih televizijah te vrste, nocoj gledal, je ostal brez teh informacij. In to je to, kar je pravzaprav umanjkalo na račun vseh teh obtožb, gledal nazaj, kje je bil kdo leta 2002 in kje je bil kdo leta 1991 in tako naprej, ne. Si mislim, da volivce in volivke zanima danes in jutri, manj pa včeraj. Tukaj se lahko samo povsem strinjam s kolego Antišo. Dejansko kaže, kaj nam ta politika teh dveh polov lahko ponudi. Ponudi nam lahko obtoževanja, glede na to, kje je bil nekdo v preteklosti, vključno z Robertom Golobom. Dodal bi pa še nekaj drugega. Janez Janša, karkoli mu lahko kdo očita, bil je en od osamosvojiteljev. In menim, da je dobra prihodnost vedno tlakovana tudi s tem, da imamo radi našo državo in našo domovino in da pač cenimo to, da smo se nekoč Slovenci, majhen narod, na stičišču 3 velikih etničnih skupin uspeli osamosvojiti. In morda že z tega vidika verjamem, da je Golob dobro naštudiral, predvsem sklepam njuno soočanje na podcastu pri Selakoviču na ideji, kjer je bilo o tem govora, da je naštudiral šibke točke Janeza Janše in skušal izkoristiti, pa vendarle pri državnikih nekje obstaja meja. In sam menim, da je domovina, naša ljuba Slovenija, tista meja, ki je ne bi smeli zlorabljati ali izrabljati v takih debatah. No, predno nadaljujemo, poglejmo, kaj je Janez Janša dejal na izziv Roberta Goloba, da bi se umaknil iz politike, če bi se iz nje umaknil tudi Janez Janša. Jaz sem prepričan, da bi Slovenija bila boljša država, celoti in bi boljše živeli, ko desnica ne bi bila ugrabljena strani enega človeka vsa desetletja. Jaz mislim, da si desnica zasluži novo priložnost in če je cena, da se sam umaknem z oblasti, je to cena zame neizmerno majhna. Gospod Janša. Mogoče bi se tisti na levi bolj ukvarjali sami sabo, ne? Pa da ne bilo treba za vsake volitve nov obraz sproducirati. Tokrat ga nimamo več. Tokrat govorimo o stabilnosti in tokrat mi predstavljamo stabilnost. Še replika? No, gledajte, jaz sem se tega že naposlušal, ne? In vsi, ki so dajali take izjave, so že na političnem pokopališču. Kako ste videli ta del razprave, ne?
Kot sem rekel uvodoma, drug drugega potrebujeta, da se krepita. Namreč, če pogledamo, Robert Golob je štartal s tem, da je on edina rešitev, da se Slovenija znebi Janeza Janše in s tem nekako želel nagovoriti vse tisto volilno telo, ki Janeza Janše ne prenese. Po drugi strani je pa Janez Janša mu ni ostal dolžan in mu rekel, jaz sem tukaj od vekomaj in bom na vekomaj. Skratka, imamo dva pola, ki drug drugega močno potrebujeta in naj povem, v enem izmed slovenskih tednikov danes mi je bilo zelo zanimivo brati, oba sta objavila intervju in oba sta dejala, v teh volitvah gre samo za to, ali bomo imeli Roberta Goloba ali Janeza Janšo. Tretje poti ni. In če tretje poti ni po tem soočenju, potem bo v tej Sloveniji v resnici zelo žalostno. Kajti ta dva predsednika, ki se danes soočila, razen nekaj dobrih ali slabših izmenjav, nista za vizijo te države ponudili ničesar. Jaz tega danes vsebinsko nisem slišal. Gospod Korljan, se strinjate s tem in kako ste vi videli ta Golobov izziv in odgovor Janše nanj? Peter, kolega mi je dal iztočnico lepo, ne, da ga dopolnim oziroma z enim svojim mnenjem. Peter pravi, drug drugega potrebujeta. Ne. Jaz bi pa dodal, če je kdo, in priznam, bil sem tako pod določenimi pogoji, sem tudi sam sodil med tiste, ki so dopuščali, da bi morda po volitvah lahko Robert Golob in Janez Janša sodelovala. Mislim, da po tem soočenju je videti, da je to zgolj še znanstvena fantastika. Ne predstavljam si namreč, da bi glede na to, čemu smo bili priča danes, lahko sodelovala. Če smem dodati, kolega Antiša je zelo konstruktiven in verjetno misli sodelovanje v tistem konstruktivnem smislu. Pa vendarle sodelovanje lahko tudi drugačno. Ne? Se pravi, Janez Janša se več kot očitno pripravlja na opozicijo. Sicer ne bi dejal, da bo vlado vodil zgolj v primeru, ko bo za Novo Slovenijo dobil 46 glasov, kar po mojem je nemogoče, da se zgodi. In kot je en od kolumnistov danes zapisal, prebral sem takole in se z njim strinjam, Janezu Janši opozicija koristi, v njej prejema državni denar od državnih in lokalnih volitev, v njej lahko kritizira brez vsakršne odgovornosti. Jaz sem nekako, mojo izjavo je treba razumeti v tem kontekstu. Janez Janša, da obdrži svojo monopolno pozicijo na desnem polu, potrebuje Roberta Goloba, da ga kritizira in sistem zagotavlja neko udobno pozicijo v opoziciji, kar mu povsem ustreza. No, na današnje soočenje sta bili povabljeni tudi obe soprogi. Vabilu se je odzvala Urška Bačovnik Janša. Poglejmo, kako je bilo to videti oziroma kaj je povedala. Jaz osebno, jaz delam že 20 let v zdravstvu, moram reči, da tako težki pogoji, kot so za zaposlene, niso bili še nikoli. Res je bilo ena drastična sprememba navzdol v covidu. To je bilo zelo težko obdobje, potem je šlo pa od takrat naprej samo navzdol. In to se zelo pozna pri seveda kvaliteti in pri obravnavi bolnikov. In bolniki so pa tisti, ki nastradajo. Tako da jaz si želim res tukaj, da se stvari lahko obrnejo, kar se sigurno lahko obrnejo na bolje, da bomo poskrbeli lahko za bolnike in za zaposlene. Gospod Korljan, kako ste videli ta nastop Urške Bačovnik Janša in kako gledate na dejstvo, da ona se je odzvala vabilu, soproga Roberta Goloba, Tina Gaber pa ne? Nastop je bil korekten, več od tega pravzaprav niti nismo pričakovali. Me pa preseneča, da se Tina Gaber Golob ni odločila za gostovanje. Namreč ona v preteklosti je izkoristila kar nekaj priložnosti, da se je, bom rekel, v narekovajih vpletla v politično dogajanje, tudi z kvazi šaljivimi TikToki, Instagrami ali čem že, ne. Tako da me preseneča, da ni izkoristila priložnosti, da se sreča ena na ena. Robert Golob je se sicer potrudil, da jo je opravičil, pojasnil to s tem, da se izogiba tovrstnim srečanjem, ampak ne, velja vedeti, da v preteklosti se temu ni izogibala. Glede Urške Bačovnik Janša pa, kot sem rekel, korekten, umirjen nastop na področju, o katerem ona nekaj ve, ona je zdravnica in tukaj je nekaj povedala, če se ne motim, drugim vprašanjem glede tega, s kom bi nekaj pa ne bi, se pa bolj ko ne izognila.
Kako ste vi videli ta nastop Urške Bačovnik-Janša in odsotnost Tine Gaber Golob? No, lahko bi rekel, da je to bil edini del soočenja, kjer je Janez Janša bistveno dominiral. Namreč razlogi, opravičilo Roberta Goloba, zakaj njegove žene ni z njim na soočenju, je bilo neprepričljivo. Tukaj se spet strinjam s kolegom Antišo, namreč ona ga redno promovira na svojih družbenih omrežjih in lahko si razlagam to zgolj na en način, da so strategi Roberta Goloba, ki so mu tudi svetovali, kakšno taktiko naj danes ubere in svetovali so mu pravilno. Svetovali tudi to, verjetno so ugotovili, da mu Tina Gaber Golob pač zbija rejtinge, po domače rečeno, in so mu zato odsvetovali, da se v studiu ne pojavi. Tudi sicer mislim, da je bila v tej kampanji resnično malo bolj v ozadju, namreč zdi se, kot da nima najbolj pozitivnega vpliva na volilno telo.